Lepo pozdravljeni. Verjamem, da našega današnjega gosta ni potrebno posebej predstavljati, ampak kljub vsemu nekaj besed. Je pesnik, je pisatelj, je dramatik in je tudi scenarist. Z vsemi temi besedami bi lahko opisali Ferija Lainška, enega izmed najbolj karizmatičnih in priljubljenih literatov tega časa. V slovenski literarni prostor je vstopil leta 1982 s proznim prvencem Peronarji in mu do danes dodal več kot 100 monografskih del. Za svoja dela je prejel številne nagrade, pa da jih omenim samo nekaj. Nagrado Prešernovega sklada, potem Kresnika, Desetnico, Večernico, Kajuhovo nagrado in trenutno najbolj aktualno in morda celo najpomembnejšo Prešernovo nagrado leta 2021 za življenjsko delo na področju literature. Njegova dela so bila prevedena v številne svetovne jezike, je pa tudi rekorder po številu ekraniziranih romanov. Zaradi vsega tega naštetega pa smo nekaj njegovih del vključili v tudi našo letošnjo bralno značko za odrasle. Gospod Ferij Lainšček, lep pozdrav, dobrodošli pri nas in iskrene čestitke za Prešernovo nagrado. Verjetno v teh dneh čestitke še kar dežujejo. Ja, pa res. Hvala. Prešernovo nagrado ste dobili kot razmeroma mlad ustvarjalec. Pred leti pa se je eden od prejemnikov spraševal, ali je prejem nagrade znak, da mora prenehati ustvarjati, in seveda v isti sapi zatrdil, da se to ne bo zgodilo. Je mogoče tudi vas v tem pogledu nagrada presenetila, saj ste sredi izjemnega pisateljskega naboja? No, vsekakor me je nagrada presenetila. Sem pa kljub vsemu, da sem še mlad, verjetno že v letih, ko malo razmišljaš tudi o tem, da si pravzaprav zadnji polovici, ne? Ja, to je pravzaprav lepa zgodba, še zmeraj za mene. Ravno zdaj sem pisal o njej v romanu Kurji pastir, v katerem sem se vračal v ta zgodnja leta. Bistveno je zagotovo to, da sta bila oče in mama dobra pripovedovalca, da sem vse tam do osnovne šole pravzaprav odraščal brez knjig, ampak ob pripovedovanjih. Tudi ljudski pripovedniki so še živeli, tako da sem vlekel tisto na oko in uho in včasih rečem v šali, da sem pač postal pisatelj zato, ker sem veliko poslušal, ne zato, ker sem veliko bral. Ampak ob tem se v bistvu malo zlažem, ker sem tudi veliko bral. Ko sem namreč šel v osnovno šolo in sem se naučil brati, sem postal dobesedno obseden bralec pravzaprav. Vsak dan sem nesel iz šole eno ali dve knjigi in jih še tisti dan tudi prebral ob Petrolejki, tam vse do 4. razreda. To je bila podružnična šola od 1. do 4. Tako da se spomnim, da v 3. razredu sem pravzaprav prebral že vse knjige iz tiste male šolske knjižnice. To je bila ena soba pač, ne, v tisti podružnični šoli, in potem mi je učiteljica prinašala iz matične knjižnice, iz matične šole za 4. oziroma pač do konca, ker potem smo šli itak na to matično šolo v 5. razred. Skratka, kaj zdaj iz tega sklepam? Sklepam pač to, da so me zaznamovale zgodbe že v otroštvu. Da sem zelo zgodaj se nekako začel vzgajati z zgodbami. Ker kasneje sem seveda ugotovil, da so zgodbe najpomembnejše v našem življenju, da so zgodbe najpomembnejše v naši civilizaciji, da se je pravzaprav vse skupaj začelo z zgodbo in da to potovanje zgodb skozi čase pravzaprav ohranja civilizacijo. Na eni strani prenaša vrednote, na drugi strani pa tudi vzorce, po katerih živimo, ker v bistvu gre za arhetipe, ne? Gre za nekaj, kar je za vse čase, če bi tako zelo preprosto povedal. No in hočem namreč to povezati, to svoje zgodnjo otroštvo in to srečo, da sem se z zgodbami iniciral, in to spoznanje, kako zelo so zgodbe pomembne. Tako kot da bi neka višja roka pravzaprav poskrbela za vse skupaj.
Ne, marsikaj sem želel postati. Res je veliko stvari, ki se je pač rojevalo v tistem mojem otroštvu in mladosti, zato ker sem bil neskončno radoveden. Pravzaprav je radovednost tisto temeljno gonilo, na katerega še danes se na nek način zanašam. Tako da veliko stvari sem si želel, ampak nekje je verjetno že bilo tako usvojeno, da moram po tej poti. Ja, živimo v nekem posebnem času, verjetno že kar lep čas pravzaprav, s temi novimi mediji, z novimi možnostmi objavljanja oziroma pač z različnimi drugimi nosilci sporočila, če se tako natančno izrazim, z spletom, z telefonom, z tablico, z vsem tem. Potuje veliko mojih pesmi, ne? In verjetno je to tudi eden izmed razlogov, da pridejo do mladih bolj kot pa mogoče romani, ne? Nasploh mislim, da je seveda ta kratka forma poezija, vse to nekako ta forma današnjega časa, ne? Tako da s tem si deloma razlagam to priljubljenost moje poezije, čeprav verjetno se da na več načinov to razložiti. Ne, mislim, da ji ne dajemo premajhen pomen. Mislim, da se pravzaprav tega zelo zavedamo, ne. Jaz sem res v nekem obdobju svojega življenja spoznal, da je verjetno najbolj angažirano dejanje tega časa, da govoriš o ljubezni. Ne? Da govoriš o ljubezni brez ironije, brez sarkazma, brez neke distance, da govoriš o njej zaradi tega, ker je tudi kot vrednota pravzaprav pomembna. In spet si nekako lahko odgovorim z nekim širšim pogledom, ker sem pač to moral premisliti, ker so me veliko o tem spraševali. Na tej večni tehnici dobrega in zla, ne, ki nenehno niha pravzaprav, ki zmeraj deluje tako, da se nam zdi, da bo zlo vse skupaj povleklo navzdol in potem se ta tehnica spet izravna, dobro to potem spet izravna. Je dejansko ljubezen tista metafizična utež, ki pomaga na strani dobrega. Nismo še nič drugega iznašli, zmeraj to sprašujem in zmeraj ne dobim drugega odgovora. Ni naključje, da ne vem, vse svetovne religije postavljajo ljubezen na svoj oltar. Ni naključje, da vsi tisti, ki so se zavzemali za dobro in lepo na svetu, izpostavljajo ljubezen kot vrednoto. Ne vem, jaz sem celo po Johnu Lennonu pravzaprav spontano na enem nastopu naredil parafrazo tistega njegovega znamenitega verza Dajmo priložnost miru in sem rekel, dajmo priložnost ljubezni. In zdaj to vztrajno ponavljam, kjerkoli je priložnost, ker se mi zdi, da je to še edina priložnost, ne? Ker živimo v precej zmedenem času, živimo v precej negotovem času, živimo v nekem času, ko se zdi, da so vsi proti vsem, da je nek spopad, ki ga pravzaprav več ne moreš nekam locirati kot hudičo, recimo, ne, no to se še zmeraj da. Ampak, če ne bomo dali priložnost ljubezni, mislim, da bomo v težavah. Ne, veliko sodelovanj mi je ostalo v spominu in to iz preprostega razloga, ker nisem nikoli tega pisal po naročilu. Nisem niti pisal za denar, nobenega verza nisem prodal nobenemu glasbeniku. Je nastalo že čez 400 uglasbitev, vse toliko je na SAZA so registrirano, verjetno je še kaka. Ampak vse so nastala nekako, bi rekel, ne mogoče povsem iz prijateljstva, ker je tudi takih je mnogo, ampak v nekih trenutkih so se rojevala so prijateljstva
Jaz sem z vsemi glasbeniki in ustvarjalci, ki so pač povezani z mojo glasbo, še zmeraj na nek način povezan. Zdaj nekatera prijateljstva so bolj trdna, druga so bolj ohlapna, ampak zelo različna je ta paleta, ne. Ljudje ne vejo, zelo veliko je zborovskih skladb, predvsem za ženske zborovske skupine. Džezovski standard, mislim, džezovska glasba je na 2 CD-jih Zmijo Žnidarič, ki je verjetno še zmeraj nekako številka 1, ko pomislimo na džez v Sloveniji pri izvajalkah. Potem je veliko samospevov, recimo, no in pa te popularne glasbe. Zdaj, šansoni, recimo, ne vem, z Laro Jankovič, ki so mi ostali zelo v spominu, čeprav niso tako zelo prisotni. Z Ditko sva seveda povezana praktično že 10 let, zelo tudi na prijateljski ravni in sva nekako ekipa. Potem je veliko skladb nastalo, verjetno je malo znano, z romskimi skupinami. To so romske skupine, recimo Halgato Band, skupina Langa, potem Deltuha je nova skupina, relativno zdaj je prvo zgoščenko izdala. To je mogoče manj znano širše, ampak hočem reči, ta razpon je res širok. Zelo različne glasbene strasti, zelo različna druženja, ne, v nekih salonskih ambientih in na drugi strani na pravih veselicah. Imam pa seveda najrajše tiste glasbenike, ki se jim po nastopu ne mudi domov, ne. Se pravi, veliko sem preživel lepega pravzaprav s to glasbo. Tako da, zdaj glih sva se slišala z Otom Pestnerjem včeraj, ker sem ga omenjal, ker je tako nastala prva skladba, pravzaprav, ko sem napisal besedilo na glasbo. To je ta njegova znamenita Mary Ann, ki je preživela praktično 40 let, ki jo kasneje posnel tudi v hrvaščini, pa v nemščini, pa v angleščini. Tako da že to je dokaz, da sva ostala prijatelja, ne, in da še kaj delamo. Ja, na nek način je seveda vse duhovna biografija, to zmeraj rečem, ne. Jaz sem res napisal teh 30 romanov v življenju in zdaj, če se vračam po teh romanih nazaj, imam zelo drugačen spomin, se pravi praktično že skoraj 40 let nazaj, ker prvega sem pisal, ko sem bil star 20 let, res. In vem, kako sem gledal na svet, ne, takrat. Tega po moje ljudje, ki niso pisali romanov, nimajo, ne. Tega po moje, tudi če listaš album s fotografijami, verjetno ne moreš na ta način podoživeti. Ker jaz, če grem brat, recimo, ne vem, katerikoli roman si zdaj izmislim, recimo roman, ki jo je megla prinesla, ne. To je, mislim, da moj 3. ali 4. roman, saj ne vem točno, ampak to je roman, ko sem se vrnil iz Ljubljane v Prekmurje in sem bil tam precej izgubljen, ker sem prišel iz drugega okolja in sem moral znova spoznati to Prekmurje. Ampak ta roman govori o identiteti, sicer postavljen v čas Prve svetovne vojne, ali pa ne vem, nek drug čas, ampak govori o tem mojem problemu. Mislim, na ta način se dejansko lahko vračam in razumem, kako sem gledal na svet, ko sem bil star, ne vem, 30 let. Recimo samo odnos do ženske, recimo, ne, če bi analiziral skozi moje romane, ne vem, tam Peronari, recimo neka fatalna ženska, neka ženska, potem roman Raza, neka že malo bolj, recimo, neka duhovna nimfomanka, ženska, ki jo duhovno ni mogoče zadovoljiti, recimo, potem, ne vem, Loče Pompenova domov, zelo močna ženska, zrela ženska, v bistvu v smislu
čutenje samega sebe. Skratka, hočem reči, kakorkoli obrnem, je to eno sprehajališče za vračanje in skozi to lahko obudim nekaj, kar se verjetno težko obudi, ne? Ko tako človek razmišlja, kako sem pa jaz gledal na svet, ko sem bil star, ne vem, 25 let, 30, 35, 40. Skratka, hočem reči, je to duhovna biografija na nek način, čeprav so seveda literarne osebe bolj ali manj izmišljene. Tu in tam se pojavi kak lik, ki je povzet po resničnem, ne vem, recimo Petelinji zajtrk je tak primer romana, kjer je ta naslovni junak res živel in smo se 10 let družila v bistvu, preden je postal literarni junak, ne. Ne, nikoli nisem bil pravzaprav v nekem dvomu glede tega. Jaz kljub vsem tem nagradam, ki sem jih res dobival, mislim, da so me bralci ohranili pri življenju, ne? Ker kritika, ti ljudje, ki se ukvarjajo z refleksijo, kritiko, to prihaja v valovih, večkrat želijo koga, ne vem, pospraviti pod predpražnik, kako se to reče, ali dati na stran, ker se pač različni interesi skozi to pretakajo. Bralci so pa tisti, ko jih enkrat se ta kemija vzpostavi z bralci, je pravzaprav nič ne more več porušiti, ne. Jaz zdaj vem, recimo, da ta nek moj odnos z bralci lahko porušim samo sam, ne. Če jih, ne vem, na nek način pustim na cedilu, če jih razočaram na tak način, da jih skušam prevarati, ali ne vem. Mislim, zagotovo je ta odnos z bralci nekaj najbolj zanesljivega, vse drugo je tako, je in je prav, da je in je lepo in se veseliš, verjetno bi tudi bilo narobe, če ne bi bilo, mogoče bi mi manjkalo, ne vem. Ampak imel sem srečo, ne, ko ste prej omenili roman Namesto koga rože cveti. Jaz sem bil takrat zelo mlad, ko sem dobil prvega Kresnika. In ker sem ga tako zgodaj dobil, si potem pravzaprav nisem nikoli več želel, ne, in razen tega nisem nikomur zavidal. Ne, to mi je dajalo nek notranji mir in tudi zdaj z to Prešernovo nagrado, ki je seveda pač človek sprejme res s spoštovanjem in tako mu veliko pomeni, ampak najbolj natančen odgovor je verjetno v tem, da mi je prinesla nek mir, ne, da si lahko rečem, da je zdaj to z nagradami upravljeno, ne, da ne bo nihče, nič v meni svet želelo nagrad, ne. Mislim, tako neka pomirjenost, ki mi je dragocena, da lahko ustvarjam. Ne vem, če sem se natančno izrazil, ampak hotel sem biti pa zelo iskren, no, mislim, v tem odnosu. Ja, to je zgodba, ki sem jo zdaj ob izidu tega romana velikokrat skušal razložiti. Na kratko se jo pravzaprav verjetno niti ne da razložiti. Res je, da me je založba Beletrina nekako inicirala za ta roman. Res je tudi, da sem ga zelo na hitro obljubil, ker sem mislil, da pač bo to nekaj lažjega. Ker vsi živimo v prepričanju, ne, da se zelo spomnimo svojega otroštva, da je to ja nekaj, kar poznamo. No, ampak jaz sem zelo hitro ugotovil, da to ne deluje na ta način, ne, da je ta naš spomin pravzaprav povezan bolj z nekimi močnimi vtisi, z nekimi trenutki, z nekimi situacijami, ki so se nam zelo vtisnile. Drugače pa ne deluje, da bi lahko iz tega najzgodnejšega otroštva mi pravzaprav pripovedovali zgodbe. No in jaz sem zaradi tega si potem pomagal, če zelo preprosto povem, nekako prodreti dlje nazaj v tisto podzavest, v tisti nezavedni spomin. Res malo s pomočjo Jungovih metod, ki sicer niso psihoanalitične, ne, ampak zelo podobne so. In se mi je odstrla neka ta druga plat tega mojega otroštva. Skratka, to mi je omogočilo pravzaprav, no, če tako povem,
da sem tudi, ko sem pisal se pravi, v lastnem otroštvu, svojo biografijo na nek način, temu zavestnemu delu, zavednemu delu dodajal to, kar je nezavednega, kar je v podzavesti. Ker to je nek princip nastajanja romana, jaz tako mislim, ne, da pravzaprav dobri romani tako nastanejo, ne, da je nekje na eni strani zavestna odločitev, sposobnost premisliti, zgraditi, se pravi vse to, kar literarna pač teorija ali literarna šola terja v tem, ampak na drugi strani je tista polovica iz nezavednega, tista polovica, ki to dopolni in je pravzaprav enako pomembna. Brez tega ni dobrega romana. Brez tega nastajajo samo ti žanrski romani. Mislim, to, kar ne upošteva tega, da je pač treba tudi v globino. Tako da je treba zajeti ne samo duh časa, če malo se šalim, ampak tudi duh globine po Jungu, ne. Tako, uspelo mi je to na nek način prodreti in jedno, kar ste prej spraševali, seveda, zelo dolgo sem že pisal in veliko sem že napisal in sem ugotovil, da sem res star samo 2 dni še. In sem potem poklical Mitjo Čandra, urednika na Beletrinu, in sem rekel, da pač imam problem. Želel sem pravzaprav prestaviti za 1 leto vse skupaj. Pa me je spomnil, da sva že prestavljala in da ne gre. In tako je rekel, ta roman zdaj mora iziti. Je rekel, glej, napiši, kolikor boš lahko, potem pa boš v naslednji knjigi nadaljeval. In tako je sredi nastajanja prve knjige nastala ideja o trilogiji. Res sem tudi zelo prodrl v to zgodnje otroštvo, odkril veliko stvari, ki se jih nisem zavedal, veliko takih, ki niso samo lepe, idilične, take, kot se ni nosil v spominu o tem zdravilnem. In predvsem se je razprlo nešteto zgodb, ne, res nešteto zgodb. Zdaj sem prepričan, da pravzaprav vsako otroštvo nosi nešteto zgodb, ne, samo priti do njih pa po moje ni enostavno, ne. Pravijo, da se sicer to dogaja zelo starim ljudem, ko deluje tisti starčevski spomin. Pri meni to očitno še ne deluje, sem ga moral umetno po drugi poti priklicati. Ampak res je nešteto zgodb povezano že z enim človekom, kaj šele z eno vasjo, ne. Tega se premalo zavedamo, ne. Kot da bi vse skupaj nekje ostajalo pod nekimi naplavinami časa, pa je škoda, ne. Pa pravzaprav je drugi del nekako že nastajal, ko sem pisal prvi del, ne, saj se stvari nekako evocirajo, čisto, kako bi rekel, konkretno ga še ne pišem, ker bo izšel naslednjo jesen, ne, tako da imam še čas. Ne, tega verjetno se ne da pričakovati in tudi verjetno tega ne moreš z načrtom narediti, ne. Če bi to formulo poznali, potem bi bilo veliko dobrih filmov, veliko takih filmov, no, ki bi to... Jaz sem veliko razmišljal, zakaj se je to zgodilo z tem likom, ne, pravzaprav s tem mehanikom. In sem na eni strani seveda zelo hitro ugotovil, da je na nek način arhetipski, ne, da je ta lik pravzaprav lik mehanika iz male delavnice, za katerega, kamorkoli sem prišel po Sloveniji, so mi rekli, sej mi smo pa tudi imeli enega takega. Skratka, kot da bi vse nekaj ta... In to je arhetipska. Potem je pa seveda v filmu se zgodilo to, da je Vlado Novak kot igralec mu res dal dušo in telo. Bila je ta sreča, da je ta mehanik, ki je bil seveda, ne, kot lik pač za moj roman, še živel takrat, ko smo snemali film in tudi Vlado je pravzaprav prihajal k njemu, ne.
nekako bila v stiku, sta se ujela, sta se razumela in to je verjetno nekaj pomagalo. Ne? Potem je pa po moje tudi Marko Naberšnik v filmu, se pravi, to neko optiko zelo posrečeno obrnil, ker je v roman je pravzaprav ljubezenska zgodba, ne? Ki gradi na tem vajencu in tej poročeni ženski in je ta mehanik nekako v drugem planu, ne? V romanu. Marko je pa v filmu to optiko obrnil in je v prvi plan postavil, se pravi, ta arhetipski lik, odlično upodobljen z Vladom Novakom in je dejansko postal to nek slovenski literarni oziroma filmski junak, ki je ljudem blizu. Ne? Saj verjetno so še kakšni elementi, ampak vse to se je preprosto nekako pokrilo. Veliko stvari se je moralo pokriti, da je potem to tako izpadlo. Moram reči, da ravno v tem času v gledališču na Ptuju nastaja monodrama z naslovom Gajaš, ne, to se pravi, to je ta Pišti Gajaš iz romana Gajaš brez maske, ki je postavljena v današnji čas in ki bo prišla na oder takoj, ko bo mogoče, po tem virusu. Tako da pravzaprav ta lik še živi in živijo tudi neke sanje in Naberšnikove, se pravi režiserjeve in Vladojeve in mojeve, da bi posneli drugi del, ne, tega filma. Ampak to so res samo sanje, ne, ki mogoče se bodo uresničile, mogoče ne. Ampak hočem reči, lik se je tako priljubil, ne, tudi Vladu Novaku, ne, kot igralcu je zlezel nekako pod kožo in to se redko zgodi. Ne, niti slučajno ne. Namreč zavedam se, da se literarni in filmski jezik neskončno razlikujeta. To sta dva povsem različna jezika. Skupna je verjetno zgodba, ideja, neke stvari so skupne, ampak jezik kot jezik je pa zelo različen. Tudi princip nastajanja romana je zelo drugačen od nastajanja filmskega scenarija. Ne? Če čisto preprosto povem, pri romanu si del dogajanja, si znotraj dogajanja, potuješ skozi junaki, skozi ta roman, vsaj pri mojem načinu pisanja, dočem pri filmskem scenariju si pa zunaj. Je pa to pogled od zunaj, se pravi čisto druga ustvarjalčeva perspektiva, zato verjetno tudi pri teh velikih filmih, recimo mnogih je več scenaristov, so cele ekipe, ki delajo na scenariju pravzaprav, ker se to povsem drugače dela. Tako da jaz res nikoli ne pomislim na film, ko pišem roman. Verjetno je ta žive podobe so potrebne take v literarnem tekstu zato, da lahko bralcu čim bolj predstavim celo zadevo. Ker moj način pisateljevanja ni ta, da bi pridigal, da bi komentiral, da bi mogoče se vračal nazaj k zgodbam, čisto na začetek pogovora. Jaz namreč mislim, da mora zgodba govoriti iz sebe in da mora roman govoriti iz sebe, da mora imeti bralec to možnost, da ima odnos do te zgodbe in je bralec tisti, ki komentira, ali v sebi ali na glas. Ne maram literature, ki komentira, ki filozofira, ki pridiga, ki reflektira, ker se mi zdi, da je bistvo seveda v pripovedovanju, ne? Bistvo je v zgodbi. Tako kot je moj oče v zgodnjem otroštvu mene namesto, da bi me, ne vem, z dvignjenim prstom preganjal po dvorišču, mi povedal zgodbo in s pomočjo te zgodbe mi je povedal, ne vem, da ni lepo ali pa da ni prav, če
ne vem, obmetavam ptiče ali pa mečem ptiče iz gnezda, ne, če tako zelo povem. Tako mora roman, zgodba na tak način povedati bralcu. Vse drugo je že prestopa mejo, ne, in ne maram te literature, čeprav seveda vem, da obstaja, ne, in to tudi ni zdaj to je samo pač moj odnos do stvari, ne, tako jaz pišem, tako jaz gledam na to, take stvari rad berem. Ja, verjetno jih je veliko, moram pa reči, da sem nedolgo tega pa našel v bukvarni v Mariboru knjige, ki so mi bile zelo ljube v otroštvu, pa to so te zgodbe o Neznalčku, Neznalčkove dogodivščine, Neznalček na Luni. Skratka, 3 knjige so tako kar debele. Vem, da sem jih bral v 1. razredu in so pravzaprav pomenile to neko iniciacijo za branje pri meni, ne. Tako da to je nekaj, kar zdaj hranim, pa iščem čas, da bom to še enkrat prebral, da vidim, kaj je to bilo pravzaprav. Ja, glejte, zdaj s to prekmurščino, ne, ta prekmurščina je seveda moj materni jezik, ker sem do osnovne šole nisem poslušal slovenščine, ampak zdaj bi vas moral vprašati, v kateri prekmurščini, ker jih kar dobro poznam, ker sem se ukvarjal z njo. Zdaj, če bi vam kaj povedal v jeziku, v tem goričkem narečju, ker sem odraščal, me verjetno ne bi nič razumeli, ne. Če rečem, naš džeza štita not pa teleska. No, to pomeni naš konj to potapil po hribu navzdol. Zdaj, recimo Vlado Kreslin, ki govori v beltinskem narečju, ki je drugačno me zmeraj zafrkava tako in reče, in potem je Feri rekel, džamu džabu ko džu. To pomeni, jaz bom jabolko jedel. Zdaj, seveda je pa to že jezik, ki se izgublja, ne. Poznam še bolj arhaično obliko v uporabi na Madžarskem, ne, ker je konzervirana malo. No, ampak zdaj ta slovenščina prekmurska, ki jo zdaj recimo govorimo v Murski Soboti, je pa že zelo razumljiva tudi bralcem, tako da bodo, ne vem, še zmeraj bi rekli verjetno, da nisem pesnik, ampak sem pesmar. Pesem je verzuška, recimo, ne. Ampak drugače pa je zelo razumljivo, tako da če povem, ko bomo veseli, če bodo dosti šteli moje knjige, me verjetno razumejo. Jaz sem Feri Lainšček, rad bi vas pozval, ko dosti mojih knjig preštejte, date pri bralni znački.